Minuli konec tedna v petek in soboto so v Slovenski Bistrici gostili podobe bistriških domačij. Na prireditvi, ki že 25 let povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica, ni manjkalo tradicionalnih vsebin. So pa organizatorji pripravili tudi nekaj novosti. Sicer pa so, kot pravi direktorica Slovenska Bistrica Tomaž Repnik, priprave na prireditev letos potekale v bolj sproščenem vzdušju kot lani. Letos ni šlo toliko za vprašanje, če podobe bodo, ampak kaj se bo na podobah dogajalo. Nek osnovni, da rečem, železni repertoar podob postaja praktično nespremenjen, s tem predvsem mislim na ocenjevanje kruhopotic, ognjiščnih potic, razstavo omenjenih produktov, na strokovni posvet in nenazadnje tudi dogajanje drugi dan. Predvsem to velja za predstavitve društev in za rokodelski praznik. So pa letos v programu tudi novitete. Predvsem velja tu poudariti letos še ekstra izpostavljen vinsko-kulinarični del dogajanja, kjer se bodo poleg predstavitve lokalnih vinarjev kuhale tudi dobrote v kotličkih. Šlo bo za kuhanje 6 tradicionalnih jedi v kotličku. Poleg tega bodo pa letos ponovno potekale sicer že v preteklosti tudi znane igre turističnih društev. Ob pripravi takšne prireditve se seveda porajajo pa tudi že ideje za naprej. Kaj se lahko torej obetamo v prihodnje? V prihodnje si lahko obetamo, da tako kot sem povedal, za razliko letošnjega leta od prejšnjih let bomo tudi v naslednjih letih skušali iskati tiste možnosti, ki jih lahko v program še vključimo. Kaj točno bo, bomo videli v naslednjih letih, gotovo pa ene odprte ideje zaenkrat že ostajajo in upamo na konstruktivno sodelovanje tistih, ki bi pri tem sodelovali. Tako kot zaenkrat zelo dobro sodelujemo z Medobčinsko turistično zvezo, kot zelo dobro sodelujemo s Kmetijsko svetovalno službo, Čebelarskim centrom. To so vsi našteti, ki letos sodelujejo, ne nazadnje seveda tudi Center domače in umetnostne obrti svojo rokodelsko linijo, tako sem prepričan, da se bo tudi za prihodnja leta še uspelo koga najti in dogovoriti za sodelovanje. Že uvodoma so v Viteški dvorani Bistriškega gradu izvedli posvet o ukrepih namenjenim mladim kmetom v novem programskem obdobju. O težavah, s katerimi se srečujejo mladi kmetje, je opozoril Alojz Mlakar, mladi prevzemnik leta 2009 in inovativni mladi kmet 2011. Kmetije so dokaj majhne, če gledamo slovenski prostor, in ko grejo enkrat mladi v službo, mladi točno vejo, kako je delo v službi in kako je delo na kmetiji. In se res malo kdo, ko enkrat gre v službo, odloči, da se bo pod narekovaji profesionalno ukvarjal z kmetijstvom naprej, da bo pustil službo kakršno ima, ampak vemo, mladi gremo v svet, mladi smo izobraženi in z neko solidno službo je življenje dokaj boljše, ker kmet ni samo poklic, kmet je tudi način življenja čisto drugega, in če nisi pripravljen tega sprejeti, za moje pojme ne moreš biti kmet, po domače povedano. In tu bežijo mladi, za moje pojme. Tu je tisti prvi problem, zakaj jih ni, čisto tako. Poleg tega bi še apeliral na agencijo in na ministrstvo. Poglejte, tudi jaz sem bil uspešen na prvih 2 razpisov, potem pa je prišlo, 4. in 5. leto. Zadnji 2 leti sem imel status mladega prevzemnika, prijavil sem se na 2 razpisa in na 2 razpisih bil zavrnjen. Kmetijska svetovalna služba mi je razpise odlično pripravila, ampak zaradi pomanjkanja sredstev sem bil zavrnjen, ampak statusa pa nisem nikoli več imel. Zakaj se ne more to neki sistem narediti, po katerem se vseeno, če so padejo na določenih razpisih, po domače povedano, da se to nadaljuje v naslednje obdobje, ali pa se podaljša status za leto ali pa 2. Precej pozornosti je znova pritegnila razstava nagrajenih kruhov, potic in ognjiščnih potic. Nagrajenci so prejeli tudi priznanja. Več o kakovosti razstavljenih izdelkov je povedal kmetijski svetovalec Srečko Rajh. Kot vsako leto so tudi letos kmetice in pa tudi nekaj moških zraven
Ključila z izdelki, ki jih pač razstavljamo tu, to so krušni izdelki, v glavnem kruhi, ki jih je 17, potem so tu potice, ki jih je 11 in pa 12 gibanic, ognjiščnih potic. Kvaliteta je bila dobra, res vsi izdelki so bili zelo dobri, je ne vem, če je vreme ali luna ali nekaj je pripomoglo k temu, da so bili res nadpovprečno dobri izdelki in vsi so prejeli priznanja, velika večina pa celo zlata priznanja, tako da so res bili dobri izdelki. Ocenjevalna komisija je bila zelo zadovoljna z tem, kar so kmetice prinesle in tudi smo z veseljem ocenjevali te izdelke, pa tudi na koncu podelili ta priznanja, ki pač danes ob pol enih tudi razdelili vsem, ki bodo prisotni na prireditvi. Zanimivo je, da se je ravno na tej prireditvi začela zgodba o zaščiti slovenske potice. Ja, to je vsekakor bilo vpletena gospa Gostinčnikova, ki je tu dosti pobude imela v tem, da se je ta zaščita tudi zgodila v Sloveniji. Zaradi tega pa tudi probamo te potice nekako v tem okviru tudi peči v teh lončenih posodah, vendar se še vse tudi ne naupajo nekako teh posod lotiti. Drugače pa se da to odlično speči v glineni posodi, ker je to naravna posoda, ki dejansko potem tudi potica iz take posode ima nek malo drugačen okus in je res zelo dobra. V Bistriškem gradu so odprli razstavo z naslovom Kmetijske zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi. Razstava, ki jo je pripravila Zadružna zveza Slovenije, obiskovalce popelje skozi 150-letno zgodovino zadružništva na Slovenskem. V Centru domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica so pripravili 4. festival Keramik Art, v okviru katerega so izvedli tudi delavnice za otroke. V petek in v soboto je bilo živahno tudi v Čebelarskem centru Slovenska Bistrica, kjer je bil postavljen medeni paviljon. Predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, Maksimilijan Prah, je ob tem povedal. Tukaj za nami se nahaja medeni paviljon, ki je v lasti javne svetovalne službe Čebelarske zveze Slovenije in predstavlja seveda, kot vidite sami, sprednji del je medenim izdelkom, medenim pijačam, zadnji del je oprema tehnična, na strani so pa, bi rekel, video naprave, na drugi strani je pa mišljen čebeljak. Seveda pa se pri vas dogaja še marsikaj drugega. Ja, seveda danes gostimo otroke, se pravi iz osnovne šole in iz vzgojno-izobraževalnih zavoda, se pravi vrtca. Računamo, da bo 260 otrok danes obiskalo naš center. Tukaj pravkar, ko vidite zadaj, smo jih malo pogostili z medom in s kruhi, tako da dobijo občutek, med iz našega okolja pridelan, zdrava narava, čeprav je za nami tule en veliki gigant in pol, ampak vemo in tudi lahko čutimo, da oni skrbijo za zdravo okolje, kar nas zelo osrečuje. Živimo skupaj in to je, bi rekel, moto skupnega življenja in skupnega doprinosa do zdrave narave. Drugi dan prireditve so sobotno grajsko tržnico popestrili še s prodajo kruha, potic in drugih dobrot. Na parkirišču pri parku so se predstavila tudi turistična in kmetijska društva. Mojstri kuhalnice so pripravljali lokalne dobrote iz kotlička, prav tako pa so nastopili godci, pevci in folklorne skupine. V okviru srečanja turističnih društev občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica so si obiskovalci z zanimanjem ogledali tudi igre turističnih društev. Na parkirišču pri parku in v Centru domače umetnostne obrti je potekal 7. rokodelski praznik, na katerem so ponovno predstavili stare obrti in običaje. Izvedli so strokovni posvet o rokodelskem zakonu, na ogled je bila tudi razstava bienala otroške keramike Terra Mystica. V razstavišču Graslov stolp pa so odprli mednarodno razstavo keramike Izrazi se z barvo.
Organizatorji podob bistriških domačij niso pozabili niti na najmlajše. Med drugim so v Grajskem parku proslavili 10. Fridin rojstni dan. Na jubilejni prireditvi so si otroci lahko ogledali lutkovno predstavo in sodelovali na številnih delavnicah. Na prizorišču so bili prisotni tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica, ki letos praznuje 150. obletnico svojega delovanja. Vojaki vojašnice Vincenca Repnika in zaposleni iz zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, ki so predstavili svoje vozila in dejavnost ter pokazali številne postopke reševanja in nudenja pomoči. RID Slovenska Bistrica je v sodelovanju z osnovno šolo Šmartno na Pohorju ter krajevno skupnostjo Šmartno na Pohorju organiziral dogodek v okviru projekta Pohorka Skrivnostni nočni letalci. Obiskovalci so uvodoma prisluhnili predavanju o netopirjih, ki ga je vodil Primož Presetnik iz Centra za kartografijo favne in flore. Dogodek so popestrili tudi s fotografsko razstavo Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, zvečer pa so si ogledali in poslušali netopirje še v živo. Več o netopirjih je za Studio Bistrica povedal Primož Presetnik. Ja, namen je bil približati seveda ljudem in predvsem domačinom Šmartnega na Pohorju netopirje, ker oni imajo v tej cerkvi porodniško kolonijo malih podkovnjakov in mogoče se sploh ne zavedajo, kakšna posebnost je to. Ne? Torej nam lahko malo več poveste o samih lastnostih teh netopirjev? Ja, netopirji so sesalci, ne? To je treba najprej poudariti. In kot sesalci si najdejo tudi neke prostore, kjer kotijo in cerkev je tak prostor. Potem, ko se pa zvečeri, grejo pa netopirji loviti v to okolico in lahko lovijo po vrtovih, lahko lovijo po gozdu, gozdnem robu in seveda iščejo svoj plen, žuželke. Ne? Ali ste že kot otrok se zanimali za netopirje oziroma kdaj ste v bistvu dobili to iskrico navdušenja nad samimi netopirji? Ja, to je bil pa eden turistični obisk v Županevi jami, kjer je pač neki netopir, ravno mali podkovnjak, visel direkt na poti. In sem ga gledal, pa sem rekel, nič ne bom se ga dotaknil. In sem ga pustil na miru. In potem se mi zdi, sem pa šel študirati biologijo in čez nekaj let se je ustanovila neka skupina, ki smo se začeli s temi netopirji ukvarjati takrat še kot študenti. No, sedaj pa to tudi moj služben zadolžitev. Na Leskovcu je minulo soboto potekal drugi večer petja z naslovom Ljudska pesem in kmečko delo. Ob krajevnem prazniku je prireditev pripravilo Društvo upokojencev Leskovec Stari Lok v sodelovanju s krajevno skupnostjo Leskovec Stari Lok in turističnim društvom Ajda, ki je junija letos zabeležilo 25 let delovanja. Nastopili so Živa Goričan in Zlatko Pučko, skupina Cugeci iz turističnega društva Breza, samotarji Društva upokojencev Hoče, Oktet Lipa Kut Kebel, pevska skupina Društva invalidov Črešnjevec, vaberški fantje s Kovače vasi, Godci Kut Sloga Leskovec Stari Lok, tamburaši Kut Šmartno na Pohorju in ljudske pevke Društva upokojencev Pragersko.
Skupina Impol je minuli konec tedna izvedla tradicionalne, že 23. športne igre za svoje zaposlene. Na tako imenovani Impolijadi je sodelovalo okrog 900 udeležencev, ki so se pomerili v več kot 17 disciplinah. V vseh disciplinah je bilo odlično vzdušje. Udeleženci so izpostavili, da jim je najpomembnejše druženje in da vsem sodelujočim privoščijo dobre rezultate. Zaključni dogodek so pripravili na dvorcu Štatenberg. Na Črešnjevcu so v torek slovesno odprli obnovljena vodnjaka in perišče. S projektom Lasa, pri katerem so sodelovali krajevna skupnost Črešnjevec, osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, KUD Štefan Romih Črešnjevec, Društvo upokojencev Črešnjevec, Društvo invalidov Črešnjevec in Nina Globovnik, bodo širili zavest o pomenu trajnostne rabe vode. Spodbujali k ohranjanju naravne in kulturne dediščine kraja ter prispevali k ureditvi vaške okolice. Več o pomembni pridobitvi je povedal predsednik krajevne skupnosti Črešnjevec Franc Podgrajšek. Jaz kot domačin na Črešnjevcu imam več ali manj vsakodnevne te poti, če je le prilika, grem čez celo vas, se sprehodim in se dogaja, da sem jaz to zmeri tole perišče opazoval in mi je bilo to zelo tak, nekako mi ni šlo skupaj neugledno, ni bilo pokošeno, v zelo slabem stanju je vse skupaj bilo leta in leta, ne. Seveda s prevzemom moje funkcije predsednika KS-a sem si jaz to iz prvih nalog sem si dal, da je treba pač nekaj narediti na tem področju in je kar nekaj časa trajalo, predno sem te vse podatke skupaj zbral, da smo pač pol prišli do tega projekta za izvedbo, ne. Kakor je bilo že rečeno, sem se obrnil na domačinko, tukaj arhitektko, ki mi je veliko pomagala pri tej zadevi. Zapeljali smo se v Prekmurje, smo šli pogledati, kako tam ti panonski vodnjaki so narejeni, ne, in v občini Cankova že imajo enega takega obnovljenja, zelo podoben temu našemu. In tam smo črpali tisti navdih, ne. Ampak, ker ni bilo domačinov nobene slike, nobene fotografije, ne, nismo točno vedeli, ali je to, zdaj, ali ni to, ne, in smo odtedili sosedje Repnikove, Štefko prišel ta domačin tukaj, prišel sem nam pomoč in je on po svojem spominu, takole je to bilo tu na Črešnjevcu, ne, in potem ta gospa Kristina tudi na tak način načrte pripravila, ne. Teda to, kar zdaj vidite, je nekako vse fotografski spomin njegov, ne. Se pravi, v panonskem stilu, ampak na tak način, kot se je pravilo, ne. Se pravi, ko smo to imeli zbrane, te podatke, smo pač gospe Kristini naročili načrte in jih ona pripravila. Čakali smo pa na denar, ne, kje bomo, kakšna sredstva dobili. Zdaj to, vedeli smo, da je to cirka 35, lahko tudi 40 tisoč evrov, ne. To je, krajevna skupnost jih nima. Tudi dvomim, da bi jih občina kar tako dala, ker pač je treba tudi kar, ne, se potrudi, da dobiš neka dodatna sredstva, prepričati in tako naprej in seveda se je ta Laso projekt pojavil, to se pravi ta razpis. In sigurno mi je že takoj prve trenutke mi je rojilo po glavi, treba vsak društvo zraven vključiti, ker potem dobimo neko težo. Pa šolo. Ne? Šola je tudi, bi rekel, glavni promotor vsega tega, ne? Potem tudi, kaj prenašajo na mlade. Krajevni praznik na Črešnjevcu je okoli 15. septembra in to mi je bil cilj, da tu otvorimo, da glih na ta, ne? Tudi največ ljudi pride, ne? Na ta dogodek lahko. Ne? Teda v sklopu tega krajevnega praznika, ki se je prejšnji petek začel, pa se zaključi v soboto zvečer, smo te današnji torek izkoristili za to otvoritev. Ne? V sklopu tega obnove perišča je še mogoče najbolj zanimiva ta naša vaška povezovalna pot. Ne? Ta vaška povezovalna pot sta dve, ena je krajša, ena je daljša in v ta krajši smo poskušali ujeti te naše najbolj zanimive znamenitosti. Ne? To se pravi, gre za kot štartna osnova, kot perišče, potem pa gremo naprej proti kolarstvu Matjašic, ne? To je tudi ena stvar, ki bo še zanimiva v prihodnosti. In pa v to pot smo vključili vse vaške vodnjake. Vsi vaški vodnjaki so noter, tisti na tej poti, tisti, ki so vidni iz polja. Ne? To se pravi, ko bo šla skupina šolarjev mimo, si bojo lahko pogledali na tej poti. In kako boste v prihodnje promovirali vse te zanimivosti, kako boste privabili obiskovalce? V vsakem primeru je ta zadeva, ki ni samo na Črešnjevcu, naša velika želja, da se to da na Tic, da se to v Bistrici da, da je tam, ko pridejo turisti iz drugje, da bojo pač imeli to na razpolago in promocijski material in pa nekoga tu na vasi, ne, ki bo lahko potem tudi to skupino sprejel. Ne. Mi, jaz pač tudi nekako že imamo neformalne pogovore, da bo to šola prevzela. Ne.
pa tudi jaz se bom vključil zraven, da bomo pač tudi to nekako znali jim prikazati, ne. Da potem dobi to tudi neko dodano vrednost v samem kraju, ne, in pa na sami lokalni skupnosti. V kulturnem programu so nastopili mešani pevski zbor, Kud Štefan Romih Črešnjevec, dramska sekcija Kud Štefan Romih Črešnjevec in otroci osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Pokažite nožice, pokažite roke, poglejte, kak pridne peričice smo mi. Poglejte, kak pridne peričice smo mi. Pa peremo po celi ljubi dan. Pa peremo po celi ljubi dan. Pokažite nožice, pokažite roke, poglejte, kak pridne peričice smo mi. Poglejte, kak pridne peričice smo mi. Pobešamo po celi ljubi dan. Pobešamo po celi ljubi dan. Pokažite nožice, pokažite roke, poglejte, kak pridne peričice smo mi. Poglejte, kak pridne peričice smo mi. Palikamo po celi ljubi dan. Palikamo po celi ljubi dan. Pokažite nožice, pokažite roke, poglejte, kak pridne peričice smo mi.